Naloga pravi, racionaliziraj in poenostavi. Najprej se bomo lotili racionalizacije našega imenovalca. In bomo to naredili tako, da bomo naš ulomek malce razširili. In sicer bomo spodaj pomnožili z enakim členom kot nastopa, samo vmes bomo napisali plus. Ker pa smo ulomek razširili s takim členom spodaj, ga moramo pomnožiti tudi zgoraj. Torej 1 plus koren iz 3. Zakaj smo spodaj takole pomnožili? Na ta način smo dobili nekaj podobnega, kot je razlika kvadratov. In v razliki kvadratov se bomo s tem znebili mešanih členov, tako da koren iz 3 kar naenkrat ne bo nastopal spodaj. Mi si pa v naših ulomkih s korenov nikoli ne želimo v imenovalcu. Sedaj bomo pa zgoraj tale naš člen, ki smo ga napisali, nesli pod koren. In to bomo naredili tako, da bomo tega pod korenom kvadrirali. Zato napišemo 2 minus koren iz 3 prepišemo. Tukaj pa napišemo 1 plus koren iz 3 na kvadrat. Spodaj pa zmnožimo. Ker je to podobno kot razlika kvadratov, lahko množimo samo prve 2 in dobimo 1 in druge 2 in dobimo sedaj koren iz 3 krat koren iz 3 dobimo 3. Zgoraj tale člen skvadriramo. Prvega pa prepišemo. 2 minus koren iz 3. Ta člen pa kvadriramo tako, kot bi kvadrirali dvočleni. Zato prvi na kvadrat plus 2 krat prvi krat drugi pa plus drugi na kvadrat. Koren iz 3 na kvadrat bi nam dalo 3. Spodaj pa zračunamo in dobimo minus 2. Sedaj pa zgornji člen še malce poenostavimo in zapišemo. 2 minus koren iz 3 prepišemo, v drugem oklepaju pa seštejemo kar lahko. In seštejemo lahko 1 in 3. Zato napišemo 4 pa plus 2 krat koren iz 3 in delimo z našim imenovalcem. Sedaj pa zmnožimo naše dva člena pod korenom. Dobimo 2 krat 4 je 8. 2 krat koren iz 3 dobimo plus 4 krat koren iz 3. Minus 3 krat 4 nam da minus 4 krat koren iz 3. In na koncu še minus koren iz 3 krat 2 krat koren iz 3, zato dobimo minus 2 krat koren iz 3 krat koren iz 3 nam da 3. Minus 2 prepišemo. Sedaj pa se nam ta dva člena, kjer nastopa koren iz 3, odštejeta in dobimo zgoraj. Koren 8 minus 6 ulomljeno z minus 2. To pa lahko zapišemo takole kot koren iz 2 pa minus predaj polovic.